Prav lepo pozdravljeni, dobrodošli na Srečanju pod lipami. Nocojšnji večer bomo posvetili zgodovini Goriške. V naši sredi imamo tri goste. Najprej bi pozdravila gospoda Draga Trpina, ki je direktor Pokrajinskega arhiva iz Nove Gorice. Pozdravljam zgodovinarja dr. Vojka Pavlina in dr. Petra Štiha. Lepo dobrodošli v našo sredo in hvala, da ste tukaj z nami nocoj. Najprej bi jaz predala besedo gospodu Dragu Trpinu, ki bo spregovoril o Pokrajinskem arhivu in potem pa bo sledila predstavitev, ker predvsem se gre za predstavitev nove publikacije, ki je izdal Pokrajinski arhiv. Publikacijo imamo tudi na razpolago nocoj in tudi po znižani ceni. Tako da, kdo bo želel kupiti knjigo, jo danes lahko dobi po boljši ceni. Predajam vam besedo, prosim, gospod. Hvala lepa. Jaz pa se vse prav lepo pozdravljam v imenu Pokrajinskega arhiva iz Nove Gorice. Mi tu nastopamo v vlogi izdajatelja knjige, sicer zasluga finančna seveda ne gre nam, ampak Ministrstvo za kulturo, ki nam je v okviru našega delovnega programa za leto 2017 potrdilo, da lahko izdamo to knjigo, smo zadevo pač izpeljali in tako da nas zelo veseli, da je uspelo tako kot je, tako da imamo publikacijo zdaj pred nami. Zdelo se nam je zelo pomembno, da izdamo to knjigo, kajti poznamo, da je Vojko Pavlin dober raziskovalec, kompetenten tega obdobja, ki ga predstavlja tudi v tej knjigi in se nam je zdelo škoda, da ne bi ta tema, ki jo je tako temeljito in kvalitetno obdelal za svoj doktorat, da tudi ne bi šla in postala tako dostopna nekemu širšemu občinstvu. Torej, zahvaljujem se na tem mestu Kulturnemu centru, da je organiziral to predstavitev, tako da lahko tudi tu vam, zamejci, predstavimo publikacijo, ker se nam zdi, da je tudi tu potencijalna publika oziroma so bralci, ki jih ta tema zanesljivo zanima. Zahvaljujem se vam, ki ste se udeležili te predstavitve. Predvsem se pa zahvaljujem obema protagonistoma nocojšnje predstavitve, ki bo se predstavila knjigo. Najprej dr. Vojko Pavlin, ki je avtor in bo seveda govoril o knjigi. In zelo me veseli, da je z nami tudi zelo ugleden zgodovinar, akademik, profesor na Ljubljanski univerzi, profesor zgodovine za srednji vek, dr. Petr Štih, sicer naš rojak, ki se je tudi v svojem raziskovalnem delu zelo veliko ukvarjal z goriško preteklostjo, predvsem s srednjim vekom, z goriškimi grofi oziroma z to goriško posestjo. In to seveda z tega vidika bo tudi njegov prispevek, ki bo govoril v nekem širšem kontekstu, v katerem se pojavlja ta današnja knjiga oziroma vsebina današnje knjige. Zdaj, da ne bi predolg bil, jaz pa predajam besedo najprej kolegu Štihu. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje, mi smo imeli danes že v šestih ena predstavitev te knjige že v Novi Gorici in zdi se mi zelo pomembno, da imamo tudi tukaj na tej strani državne meje, ker gre pa za eno temo, pravzaprav, ki je seveda skupna tema obeh Goric, če hočete. Gre za zgodovino, najzgodnejšo pravzaprav, ali pa zgodnjo zgodovino goriške dežele, ki je povezovala ljudi tako na slovenski kot na današnji italijanski strani meje. Se pravi, skupno zgodovino, kot sem rekel, in zgodovina goriških grofov, zgodne oblikovanje goriške dežele je ena eminentna seveda tema, ki presega te delitve 19. in 20. stoletja. O sami knjigi oziroma vsebini knjige bo seveda podrobneje spregovoril avtor, kolega Vojko. Moja naloga ali pa moj namen je pravzaprav, da te knjigo oziroma te raziskave umestim v širši kontekst in ne toliko mogoče zgodovinski kot zgodovinopisni. Kot sem že na prvi predstavitvi povedal, menim, da spada Goriška med tiste pokrajine,
ki so v zadnjih desetletjih doživele na področju historiografije en velik preboj, en velik napredek, da se naše poznavanje goriške zgodovine v zadnjih desetletjih zelo spremenilo, zelo poglobilo, kar ima različne razloge, vendar nedvomno je tukaj treba omeniti, da sta pomembno mesto pri teh raziskavah arheologov odigrala dva pomembna goriška jubileja. In sicer jubileja 500-letnice prehoda ali pa prihoda goriške grofije pod Habsburžane. 500-letnica je bila leta 2000, zapravo leta 500, potem 2000 in potem leta 2001 je sledila še en pomemben jubilej in to je bila 1000-letnica prve omembe Gorice v pisnih verih. Gorica se prvič omenja, kot verjetno veste, leta 1001 v eni listini cesarja Otona III. Kot vas, ki se v jeziku Slovanov imenuje Gorica. V zvezi s temi prireditvami, oziroma s temi jubileji, je nastala ena velika historiografska produkcija, spremljena z simpoziji, z razstavami, in ta produkcija je prinesla zelo pomembne rezultate. Te raziskave sicer so se začele že nekoliko prej, pa vendar je bil dejansko center pa središče teh raziskav skoncentrirano okrog teh dveh jubilejev. Takrat so zgodovinarji, pa ne samo zgodovinarji iz Slovenije, Italije, se pravi tukaj Goriške, Furlanije, predvsem pa tudi, ali pa v veliki meri tudi Avstrije, objavili celo vrsto zelo pomembnih del, ki so, kot sem rekel, spremenile ali pa poglobile naše dotedanje vedenje. Ena pomembnih, pač ko govorimo o goriških grofih in goriških deželi, srednje vsebine so seveda sami goriški grofje. Drugo je seveda oblikovanje dežele goriške, to, kar je danes Goriška, ali pa kar je bila Goriška kot v času Habsburške monarhije, kot ena politična entiteta, kot ena dežela v državno-pravnem smislu, to je seveda stvar zgodovinskega razvoja. Ko se Gorica prvič omenja v zgodovinopisnih verih na začetku drugega tisočletja in še potem celo 11. stoletje, je seveda ta prostor bil del Furlanije. In se je, in prav goriški grofje so odigrali pomembno vlogo pri tem, da se je ta prostor ob srednji Soči in na Krasu, zdaj tukaj na srednji Soči govorim, mislim, da se je pravzaprav na nek način oddvojil od Furlanije in se začel oblikovati kot posebna dežela, torej ki so jih vladali pripadniki te plemiške dinastije. Dolgo časa, lahko rečemo pravzaprav od 18. stoletja, ko se prvič v znanstvenem zgodovinopisu, ki so takrat začeli oblikovati, prav recimo eden začetnik je bil Rudolf Korolini, ko se začenja na nek način kritično pregledovati zgodovinske vere in se jih vrednotiti, se je vedno pojavljalo seveda vprašanje, od kje so prišli te goriški grofi, kakšen je njihov izvor. Danes nedvomno vemo, da gre za rodbino, ki je prišla v ta prostor iz Bavarske preko Koroške. Nekje malo pred sredo ali pa v drugi četrtini 12. stoletja se začenjajo njeni pripadniki te rodbine imenovati po Gorici oziroma po Goriškem gradu. To je značilnost, plemiške rodbine dobijo svoje priimke v narekovajih po rodovih, na katerih so rezidirali. In tako se tudi tej Meinhardinci, se pravi ta rodbina, v kateri je vodilno ime po eni strani Meinhard in na to tudi Henrik, dobi ta oznako goriški, se pravi goriški grofi. Sem so torej prišli preko Bavarske, oziroma iz Bavarske preko Koroške, tukaj ob srednjo Sočo, pri čemer so pomembno vlogo odigrali koroška vojvodska rodbina Španjhajmu. Dolgo časa je prevladovalo mnenje, da so goriški grofi pridobili Gorico kot fevd oglejskih patriarhov, torej v službi oglejskih patriarhov. Goriški grofi so bili stoletja dolgo odvetniki oglejskega patriarhata
in da je pravzaprav to bilo plačilo za njihovo delo, da so dobili tukaj službeni fevd. Ta teza se je pokazala za napačno, torej na nek način so oni to dedovali po svojih španhajmskih sorodnikih oziroma sorodstvo, v katerega v španhajmskih vojvodah, v katerih rodbino so bili priželjeni. Prvi, ki se imenuje po Gorici, to je bil neki Henrik, ali pa okrog leta 1100, je bil namreč prav Španjhajm, kasnejši prvi koroški vojvoda iz te rodbine. Druga stvar, seveda, kar je bila pomembna, ki so prinesle te številne raziskave, zelo intenzivne so bile, moram reči, tudi sam sem v njih sodeloval takrat. Za zgodovinopise pravzaprav, ki je relativno, bi rekel, zgodovinarji ne živimo prvadi pod nekim časovnim pritiskom, da moramo v tekstu dati tako, mislim, to ure natančno, kakor so kakšni novinarji ali drugi pišoči. Ampak tukaj se je zgodila ena situacija, da so se pravzaprav za vsako objavo se je stanje raziskav spreminjalo. In to je bilo prav zanimivo opazovati, kako so recimo ene raziskave, ki smo jih tukaj v Sloveniji opravili, vplivali na raziskave avstrijskih kolegov, tiste avstrijskih kolegov so zopet nadgradile te raziskave, zopet vplivali na raziskave pri nas in tako naprej. Stanje je bilo precej, bi rekel, fluidno, precej tekoče in znotraj tega seveda smo ne samo o izvoru goriških grofov in o njihovi dinastični zgodovini precej novega zvedeli, ampak so te raziskave potem prinesle seveda mogoče še bolj pomembne rezultate, ki so se tikali vprašanj, kot kako se je formirala ta dežela, kako je iz tega konglomerata različnih posesti in pravic nastala ena dežela, kako so to deželo goriški grofje upravljali, kako je bila strukturirana, kako so obvladovali ta prostor, kakšno vlogo je pri tem odigralo recimo številno plemstvo, ki je bilo v službi goriških grofov, to so bili njihovi ministeriali, ki so za svoje gospode upravljali najrazličnejše funkcije, med katerimi so seveda bile vojaške naloge zelo pomembne. To je bilo plemstvo, ki je rezidiralo po številnih gradovih in gradičih od Brd preko goriškega prostora, Vipavske doline, po Krasu naprej, tudi deloma tudi v Furlaniji. Danes imamo seveda v središču naše predstavitve seveda to tako imenovano ožjo ali tudi prednjo zadnjo notranjo grofijo goriško, ampak ko govorimo o goriških grofih, seveda se moramo zavedati, da je ta rodbina v drugi polovici 13. stoletja, ko je pravzaprav dosegla nekje svoj vrhunec, obvladovala en ogromen prostor, ki je segal od Tirolske, torej celotna Tirolska, z zelo pomembnimi alpskimi prelazi, oziroma to so bile glavne povezave, dva prelaza, Brenner in Reschenpass, oziroma Passo di Rezia, v italijanščini, kjer so potekali vsi glavni prometni tokovi med Italijo in Nemčijo, in to je bil seveda vir velikega bogatstva, ki so ga lahko akumulirali goriški grofje. Potem, ko pride do delitve rodbine 1271, pripadajo tej dohodki seveda tako imenovani mejhardinski liniji goriških grofov, ki so bili tudi koroški vojvode. In recimo ena morda za vas zanimiva informacija, samo dohodki od midnin in carin na Brennerju in na Reschenpassu, se pravi, so prinašali goriškim grofom večje dohodke, kot jih je imela celotna salzburška nadškofija. In na takšen način se je seveda goriški grof, Meinhard goriški seveda, je bil tudi eden glavnih financerjev vojnih pohodov oziroma vojaških kampanj nemškega kralja Rudolfa I. Habsburškega proti češkemu kralju Otokarju Přemyslu. In to je pripeljalo potem tudi do povezav rodbinskih obeh dveh rodbin in nagrada za to je bilo tudi postal Meinhard koroški vojvoda. Ta drugi del, ki je pripadal Albertinski liniji, drugi liniji, je bil seveda nekoliko teritorijalno večji, vendar po dohodkih manj pomemben, in to je bil prostor, ki je šel od kompletna zgornja Koroška, se pravi zgornja dolina Drave, središče v Lijencu, današnje to
avstrijska vzhodna Tirolska, takrat še del Koroške. Potem so imeli tudi posesti nekje na srednjem Koroškem in potem seveda Posočje, Vipavski, konec Kras, zahodna Furlanija in te posesti so šle v notranjo Istro in na to na Krajenskem še na Dolenjskem, se pravi ta prostor nekje od Višnje gore navzdol vse do Kolpe. Torej vsi te teritoriji so bili v nekem trenutku pod njihovo oblastjo, je to bila seveda, lahko bi rekli regionalno, so bili najpomembnejši politični igralci v tem mejnem prostoru med Italijo in Nemčijo, tukaj govorim v političnem kontekstu italijansko-nemški prostor, ne v jezikovnem, etničnem ali kakšnem drugem kontekstu, toliko da ne bi bilo kakšnega nesporazuma. Torej, to je bilo eno zelo, bi rekel, plodno raziskovalno obdobje za Goriško in za poznavanje starejše goriške zgodovine, ki je bilo obenem pospremljeno tudi z drugimi projekti. Potekali so mednarodni simpoziji na to temo, zlasti sta bila dva pomembna v Milštatu na Koroškem. Milštat je tudi ena od bi rekel, postojankov goriških grofov. Goriški grofi so bili namreč odvetniki tamkajšnjega benediktinskega samostana in zato tudi pomembni, tudi kot rečeno posestniki seveda na zgornjem Koroškem, kjer so se stvarjali tudi neko svojo deželo in tudi razstave. Imamo kar nekaj zgodovinskih razstav, ki so pospremljene te dva jubileja. Naj omenim eno na gradu Bruk pri Ilijencu. Poleg Gorice je bil grad Bruk pri Ilijencu, še danes seveda mogoče grad, če boste potovali ali tudi ste bili v teh koncih, je seveda vreden obiska. Se pravi, tam so rezidirali goriški grofi, zlasti seveda v 15. stoletju je to glavni rezidenčni grad, tam je bil tudi njihov arhiv. In torej ob leta 2000 so tam na tem gradu imeli eno veliko razstavo o zadnjem goriškem grofu Leonhardu in njegovi ženi Pavli Gonzaga iz Mantove. Torej, konec dinastije, konec rodbine, prehod od Habsburžane. Na to pravzaprav razstavo se je na nek način navezala tudi razstava tukaj v Gorici, ki je obravnavala nekoliko kasnejši čas, oziroma prvo stoletje pod Habsburško oblastjo Gorice in Goriške. Pripravil je tukaj goriški zgodovinar Silvano Cavazza, Divus Maximilianus je bil naslov, na Contea pri Goricijani, ki je obravnavala, se pravi, prvo stoletje Gorice pod Habsburžani. Če so raziskave zgodovinopisne predvsem prinesle veliko novega, o katerih sem vam zdaj v tem kontekstu govoril, veliko novega o najstarejši ali pa starejši goriški zgodovini. Se pravi, v začetkih Gorice, v začetkih goriških grofov, oblikovanju goriške dežele, o ustroju goriške dežele pod goriškimi grofi, pa smo nekoliko manj ali pa bila ena praznina, ki smo jo začutili ali pa ki je bila evidentna pravzaprav to prehodno obdobje. Obdobje 15. stoletja in začetka 16. stoletja, se pravi obdobje zatona goriške dinastije, po tem vrhuncu, ki ga se doseže goriška hiša konec 13. začetku 14. stoletja, je šlo pravzaprav pri goriških grofih relativno strmo navzdol. Deloma je bila to posledica tudi dejstva, da se je goriška hiša oziroma posest delila. Vlada v goriški rodbini je bil princip, da se je posest delila njihov domini delil med brate, ki so živeli v posameznih generacijah. Tukaj imamo 3 delitve. Pomembna je prva 1271 in tretja 1341 leta. Takrat je bila seveda deloma ta posest že, torej, bi rekel, okleščena.
tirolsko dediščino so pobrali Habsburžani, sicer nekoliko kasneje, šlo je za posest tukaj na Koroškem, ob Soči in na Krajinskem in v Istri, ta se je razdelila na dve veri in tako naprej, torej to je čas pravzaprav propadanja moči goriških grofov, ko iz pomembnih regionalnih igralcev postajajo pravzaprav na nek način, če uporabim to metaforo žoga v igri velikih sil, v tem primeru seveda Habsburžanov na eni strani in Beneške republike na drugi strani. In to pomembno prehodno obdobje, se pravi zapon goriške hiše, prehod, izumrtje goriških grofov, boj za njihovo dediščino, pravzaprav prehod pod Habsburžane, na to seveda beneško-habsburška vojna in etabliranje, dokončna učvrstitev habsburške oblasti, to je eno obdobje, ki ga podrobneje predstavlja ali pa obdela v svoji študiji, v svoji doktorski dizertaciji kolega Vojko Pavlin. O sami knjigi, kot rečeno, bo več spregovoril avtor sam. Naj samo mogoče povem to, da knjiga seveda ne obravnava niti, ali pa težišče knjige niti najmanj na političnih dogodkih, čeprav jih seveda dosti podrobno obravnava in ta politični okvir je seveda potreben, da sploh razumemo tudi vse ostale stvari, ampak vendarle se seveda ta knjiga ukvarja tudi s številnimi drugimi zadevami in vsebinami. Recimo, pomembno vlogo ima oblikovanje goriške plemiške identitete, če hočete, v smislu, v kateri so bili glavni plemiške rodbine, ki so na tem deželnem, lokalnem, goriškem ali regionalnem nivoju dajale ton tej deželi. To so rodbine, ki jih poznamo že iz časa goriških grofov in so to odigrale ali pa imele pomembno vlogo tudi v naslednjem obdobju. To je ena zadeva, potem recimo zelo pomembna tema, ki jo obravnava ta knjiga, se mi zdi vprašanje oblikovanja goriških deželnih stanov, se pravi deželne korporacije, tistih stanov ali pa tistih predstavnikov, ki so se smatrali, da predstavljajo deželo oziroma da utelešujejo deželo, to gre seveda v prvi vrsti za plemstvo, vendar tudi za ostale stanove. In tukaj je ena diskusija, ki pravzaprav na nek način, ne vem, ali bi lahko rekli, da je že zaključena ali ni zaključena, ali imamo goriške deželne stanove že v srednjem veku, ali je to novoveški pojav. Jaz sicer bolj menim, da so že v srednjem veku bili že v 15. stoletju, ampak recimo italijanska historiografija postavlja to v kasnejši čas. Torej tudi tem vprašanjem posveča, tem vprašanjem je v knjigi posvečena velika pozornost in tudi drugi vprašanje. Naj samo še mogoče s tem v zvezi povem, da je kolega Pavlin že pred tem delom, ki ga danes tukaj predstavljamo, objavil še eno pomembno publikacijo, ki se nanaša na to prelomno obdobje. Namreč leta 2006 je v založbi Goriškega muzeja, oziroma pri Goriškem muzeju išla njegova pomembna edicija, pomembna objava enega zelo pomembnega vira za goriško zgodovino iz tega prelomnega časa, in to je Urbar, ki so ga leta 1507 dali sestaviti ali po naročilu novih deželnih knezov, novih goriških grofov, kar so Habsburžani 1500 postali, torej dali postaviti Habsburžani. Gre seveda za en dokument, s katerim so oni pridobili, torej Habsburžani, pravzaprav pregled na tem, kakšne dohodke sploh imajo tukaj na Goriškem. Se pravi, vsa kmečka posest, njihova tudi komorna, mislim, da je tudi komorna posest, je bila zavzeta v tem, torej popisana v tem urbarju in imamo tukaj seveda ekonomske, gospodarske temelje novih gospodarjev prikazani. To je seveda imeniten vir za za gospodarsko, agrarno in tudi seveda socialno zgodovino Goriške v tem prelomnem času. Torej, Vojko Pavlin je ob tej objavil ta pomemben vir in ga tudi seveda obsežno komentiral. Tako da smo s tema dvema deloma
ki se tičeta torej tega prehoda od stare dinastije na novo dinastijo, pravzaprav dobili, jaz mislim, dve precej temeljni deli za poznavanje goriške zgodovine torej v tem času. Se pravi, ko se eno obdobje konča in ko se začenja potem drugo obdobje, ki traja na to, kot veste, bolje kot jaz, do propada monarhije ob koncu Prve svetovne vojne. Toliko morda en kratek uvod v to samo knjigo. Prosim za razumevanje, ker si bom pomagal z napisanim, pa se ne bom toliko ukvarjal mogoče s tehničnimi zadevami in drugimi, ki se dajo potem razbrati iz knjige, pa bom poskušal pravzaprav na tako malo predavanje kot povzetek knjige predstaviti. Torej, besedilo knjige z naslovom Goriška od zadnjih goriških grofov do Habsburške dežele kronološko zamejujeta dve izjemno pomembni ločnici, leti 1420 in 1521. Vmes je seveda za Goriško ključna zareza leta 1500, v katerem je umrl Leonhard, zadnji iz rodbine goriških grofov, in se je za njegovega dediča proglasil Maksimilijan Habsburški. Zanimivo je, da so se v 15. stoletju na čelu družine goriških izmenjali samo 3 grofje. Prvi, Henrik IV., je vladal kar 60 let. Njegov sin Ivan mu je sledil in nazadnje Ivanov mlajši brat Leonhard. Kot je že dr. Štih podaril, so bili tudi Habsburžani kot nasledniki goriških grofov nominalno ravno tako goriški grofje, nosili so to titulo, seveda niso bili pa iz iste rodbine. Šele Vormski mir leta 1521, po dolgotrajni habsburško-beneški vojni, je Habsburžanom zagotovil konsolidacijo oblasti v novo pridobljeni grofiji, ki so ji na to vladali do leta 1918. Pri tem je mišljen le južni del grofovih posesti, tako imenovana notranja grofija, središča v Gorici, ki je bila osnova za oblikovanje Habsburške dežele Goriške oziroma Goriško-Gradiščanske. Preostali del na severu, prednja grofija na Koroškem in v Pustriški dolini, središče v Lijencu, je med prelomnimi vojnimi dogodki postala del dežele Tirolske. Prvi menik v letu 1420 je bil usoden za furlansko kneževino blejskega patriarha, ki jo je tedaj Republika Svetega Marka osvojila, pri čemer se je beneška terra firma razširila do goriške grofije, oziroma, kako bi rekli v beneškem senatu, razširila se je čez goriško grofijo. Goriška se je ob teh tektonskih političnih premikih še bolj oddaljila od svoje nedvomno furlanske identitete v preteklosti. Sicer je že pred tem, v času oslabele patriarhove kneževine, izoblikovala svojo politično samobitnost, vendar je s Furlanijo povezovalo tudi skupno, pa čeprav zelo ohlapno vezivo Svetega rimskega cesarstva, to je rimsko-nemškega cesarstva. V tem smislu je pomen grofije kljub politični deklinaciji goriških grofov po letu 1420 celo porastel. Saj so Benetke, ki nikoli niso bile del Zahodnega cesarstva in so ponujale drugačen model ureditve v primerjavi s stanovsko državo, menost goriške grofije toliko bolj potrdile. Historiografski pogledi na te prelomne dogodke so bili posebno v času nacionalnih antagonizmov obremenjeni z narodno idejo. Je šlo leta 1500 za izgubo Goriške, kakor je svoj čas večji del trdilo italijansko usmerjeno zgodovinopisje, ali za njeno pridobitev. Srednjeveška Goriška je bila zaradi tuje nemške dinastije, kakor so goriške grofe mnogi opredeljevali, v italijanskem in tudi slovenskem zgodovinopisju do precejšnje mere
dolgo potisnjena v ozadje. Izpostaviti velja tudi zapostavljenost goriških grofov v primerjavi s celjskimi, tudi zaradi nacionalnih prvin, ki so jih nekdaj napačno pripisovali celjski knežji dinastiji. Prav z deli Petra Štiha so goriški znova vidneje postali del zgodovinskega spomina. Poudarjeno je bilo že angažiranje Goriškega inštituta za družbeno-versko zgodovino, ki je med drugim hotel obuditi tudi zanimanje za goriški srednji vek. Že pred tem je Guglielmo ali William grof Korolini Kronberg kot nekakšni zgodovinopisni samohodec dobršen del svojega življenja posvetil grofovski Gorici. Korolini je več kot 30 letja zbiral gradivo po raznih arhivih in knjižnicah in je imel namen izdati monumentalno zbirko virov z naslovom Goricia Comitale. Gradivo je po njegovi smrti leta 1990 pristalo v Goriškem državnem arhivu. Ta Korolinjeva zapuščina nam je bila veliko pomoč pri knjižnem poskusu fragmentarne predstavitve poznosrednjeveške Goriške, ki je pod svojimi grofi plula med črmi dveh spenjajočih se političnih sil, Benečanov in Habsburžanov. Potem, ko se je rodbina goriških grofov na prehodu iz 13. v 14. stoletje uveljavila kot najmočnejša v furlanskem prostoru, je smrt grofa Henrika II. Leta 1323 pomenila zarezo v zgodovini te visokoplemiške družine bavarskega rodu, ki ni več uspela prevzeti eno od vodilnih vlog političnih dogajanjih na jugu cesarstva. Po letu 1374, ko so Habsburžani dedovali goriške posesti v Istri, Marki, to je na Dolenjskem, in Metliki v Beli krajini, se je goriški domini omejil na prednjo in notranjo grofijo. Po letu 1420 je imela Beneška republika kot naslednica vrejskih posesti goriške grofe za svoje varovance, rakomandate. Vsi trije goriški grofje so v svojem času šli pokloniti v Benetke kot beneški vazali, a pri tem ni bilo navedeno, za katere fevde dejansko gre. Seveda so rimsko-nemški kralji oziroma cesari zavračali takšno obravnavo družine, ki je bila od leta 1365 uvrščena tudi med kneze Svetega rimskega cesarstva. Beneški grožnji in habsburskim aspiracijam v prodoru proti Jadranu so se poskušali goriški otegniti predvsem s povezovanjem z grofi celjskimi. Z njimi se je grof Henrik IV. Pogajal o zamenjavi posesti, s čimer bi se goriški zasidali kot gospodje znatnega dela Koroške, na račun nekdanjih ortenburških posesti, ki so jih celjski dedovali. Celjski pa bi postali mogočni gospodari v deželi ob Soči na Krasu. Torej, če bi ta načrt uspel, bi naši predniki, lahko pa tudi še kasneje, vprašanje, če bi bila zgodovina drugačna, imeli za svoje gospode lahko tudi celjske grofe. Zakaj je do tega lahko prišlo? Prva Henrikova žena je bila namreč Elizabeta Celjska, sestra Friedricha II. Ali teta zadnjega celjskega grofa Ulrika II. Ter hkrati svakinja cesarja Sigismunda Luksemburškega. Torej, te rodbine so bile itak skoraj vse med sabo povezane, tako ali pa drugačne, pa vseeno so se med sabo teple, kot pa navali dosti kot so rodstvo, da so se kregali med sabo. Samo, da so biti spopadi širših razsežnosti. Henrikov sin Ivan je sicer z mnogotirimi ukrepi utrdil goriški domini, a je vladal malo časa. Zunanje okoliščine pa mu nikakor niso bile naklonjene. Verjetno veste, da je grof Ivan tisti, ki je razširil mestno področje iz Zgornje Gorice na spodnjo do Raštela. To je bil eden izmed njegovih znamenitih ukrepov, tako je bilo pa še več. Izumrtje celjskih grofov leta 1456 in mir v Požarnici na Koroškem leta 1460 po neuspešnem boju s cesarjem Friedrichom III. Habsburskim za celjsko dediščino je goriške grofe spravilo skoraj na kolena.
Požarniški mir je bil do Goriških trd in tudi precej krivičen. Izgubili so začasno celo Lijenc z rezidenčnim gradom Bruk, kar je potem sicer grof Leonhard z eno posebno skorajda diverzantsko akcijo uspel dobiti nazaj čez 2 leti. Ivanov mlajši brat Leonhard je še naprej poskušal manevrirati med Benečani in Habsburžani, koliko se je pač dalo. Povezal se je z Sigismundom Tirolskim, ki bi sicer habsburškega rodu, ampak usporil svojim sorodnikom cesarjem Friedrichom. Najbolj ga je pa utrdila poroka s Pavlo Gonzaga, kot smo slišali, hčerko mantovskega markiza, namreč Mantov Ljubljana tako ne preveč prijateljsko nastrojena, kako tudi druge državice v severni Italiji, ker je Beneška republika ogrožala pravzaprav vse. V 70. in 80. letih 15. stoletja so bili v ospredju mejni spori z republiko, ki je grofu pred nosom, sicer z namenom obrambe proti Turkom, postavila trdnjavo v Gradišču ob Soči. Ko je v cesarstvu zavladal Maksimilijan Habsburški, so Benetke dobile hujšega sovražnika, ker je kralj hotel znova obnoviti cesarske pravice v Italiji. Za razliko od očeta Friedricha je bil do goriškega grofa bolj spravljiv. Leonhard si je, kljub temu, da je postajalo vse bolj jasno, da bo stal brez potomcev, trdovratno boril za ostanke ostankov v svoji grofiji. In do konca ni hotel pristati na podpis dedne pogodbe s Habsburško hišo. Maksimilijanu je na ogorčenje Benetk leta 1497 uspelo podpisati z grofom Leonhardom sporazum o menjavi nekaterih gospodstv. S tem je svojemu oporišču Pordenone pridružil še nekaj grofovih posestij v Tilmentu in Krmin. Slednjič je Habsburžanu uspelo prehiteti Benečane in po Leonhardovi smrti prevzeti Goriško, ter je kljub enoletni beneški zasedbi obdržati v svojih rokah. Čeprav je bila goriška grofija ob Soči v komornem smislu dalj časa podrejena Vicedomskemu uradu v Ljubljani, se je v obdobju notranje Avstrije preobrazila v polnokrvno habsburško deželo. V letu 1500 namreč ni bilo povsem jasno, ali bo Goriška obstala kot samostojna dežela, ker je bilo vprašanje najprej sploh, če boste lahko oba dela goriške grofije živela še naprej skupaj, se pravi prednja in pa notranja. To je bilo eno vprašanje, ki se je čez 10 let razblinilo, ker je, kot rečeno, prednja grofija na Koroškem in v Pustiški dolini bila priključena Tirolski. Če pa so tudi Korošci zelo močno si želeli, da je postala njihova. In tudi goriška grofija, tukaj notranja grofija, ni bilo povsem jasno. Torej, kranjska dežela je imela določene apetite in se je želela, da bi priključila goriško grofijo tako kot druga priključena gospodstva v Istri, pa na Krasu in tako naprej. Pa kot je Devin, recimo, poznimo nekaj časa kranjski. Torej, stvar ni bila povsem jasna takoj po letu 1500. Upad moči goriških grofov v poznem srednjem veku odseva tudi v izgubi nekaterih gospodstv, ki so jih pogosto zastavljali bogatim kreditodajalcem. Pomembno rečno pristanišče Latisana ob Tilmentu so Benečani kljub stalnim grofovim pritožbam posredno ohranili pod svojo kontrolo. Drugi dve furlanski enklavi, Belgrado in Castelnuovo, sta bolj ali manj ostali v goriških rokah. Zanimivo, da je Belgrado en čas uživala tudi zadnja grofica Celska, Katarina Brankovič, torej vdova po zadnjem Celjanu Ulriku. Ob koncu tržaške vojne leta 1463 si je republika zagotovila oblast nad Novim gradom v Berkinih, pomembnim gospodstvom na transverzali Trstreka. Medtem ko je Notranjska planina z gradom Hošberg, čeravno ne v celoti, pristala v habsburškem objemu. Grofu Leonhardu so v zadnjih desetletjih 15. stoletja tako ostala tri ključna gospodstva. Gorica z Gastaldijo Krmin, pa še Richenberg in Schwarzenegg pri Divači. Specifičnost oblikovanja goriške dežele iz enega tako imenovanega teritorijalnega zemljiškega gospodstva v Gorici
je botrovalo nekaterim posebnostim v razvoju grofije. Večje diferenciacije goriškega plemstva ni bilo. Le redki grofovi ministrijali so prebivali v gradovih, v pravih gradovih, če uporabimo terminologijo kastelološko, ki je predvsem Igor Sapač v zadnjem času postavil, in so se morali zadovoljiti z dvori oziroma stolpastimi dvori. Zaznati je premik podeželskega plemstva v središča, v Gorico in Krmin. Poleg zemljiške rente je bila nižja sodna pravica ena od pomembnejših pravic, ki je bilo deležno plemstvo. Vendar so goriški grofi večji del sodne oblasti v deželi obdržali v svojih rokah. Med deželnimi funkcijami je bila najpomembnejša glavarska v Gorici, čeprav se ta večinoma niti ni raztezala na vsa gospodstva notranje grofije. Glavarje je goriški grof pogosto menjal, s tem je obvladoval ključne vzvode oblasti v deželi in od majhne število deželnega plemstva so se le malo številni lahko ponašali z viteškim nazivom. Zadnji glavar oziroma upravitelj Virgil Graben je bil na tem položaju 13 let, kar je rekord v celotnem 15. stoletju. Drugače so bili večinoma samo nekaj let na tem položaju. V knjigi je precej izpostavljena problematika delovanja oziroma nedelovanja deželnih stanov na Goriškem. Že pravni zgodovinar Sergej Vilfan je pokazal, kako vrljivo je lahko prenašanje vzorcev modernega parlamentarizma v srednji vek. V določenem delu italijanske historiografije je prevladalo mnenje, da se za časa goriških grofov institucija deželnih stanov ni mogla razviti, ker goriški grofje kot beneški varovanci niso bili suvereni. Vendar pa gre pri deželnih stanovih za izraz avtonomije deželnega plemstva, ki se je v poznem srednjem veku izoblikovalo v enoten sloj deželanov in so tudi čutili zagotovo neke vrste goriško identiteto. Od deželnega kneza so si izborili določene privilegije zaradi knežjih davčno-vojaških potreb. Deželni stanovi tudi ne predstavljajo dežele v širšem smislu, ne zastopajo torej prebivalcev neke zaokrožene enote, zato to ne more biti pokazatelj suverenosti oziroma nesuverenosti neke dežele kot take. Ob prevladi grofovega lastnega premoženja so goriški deželni stanovi v 15. stoletju dejansko še niso mogli v polnosti razviti. Goriško plemstvo se sicer vsaj od grofa Ivana naprej občasno sestajalo na deželnih zborih, vprašljivo pa je, v kolikšni meri so goriški grofje uspeli vsiliti svojim deželanom bolj ali manj redna pogajanja o finančni pomoči. Tudi večja vloga kmečkega prebivalstva, znana sicer le za Goriško in Tirolsko, v povezavi z deželnimi stanovi je vprašljiva. Tudi zgodovine Tirolsko za čase relativizirajo sodelovanje predstavnikov kmečkih sosesk v deželnih stanovih. S hitrim poklonom novemu habsburškemu knezu Maksimilijanu so hoteli deželni stanovi oziroma stanovi v deželi ohraniti ali se morda še izboriti določene koncesije ter doseči čim boljši položaj v tem tranzicijskem obdobju, ki ni bilo še povsem jasno začrtano. Do neke mere feudalna posebnost na Goriškem je bil grajski feud, tako imenovani feudum habitancije, ki so ga razlikovali od navadnega feuda, feudum rectum et legale. Šlo je za tipično fulansko investituro, ki se je razširila pretežno na gradovih obleskega patriarha. Prejemniki grajskega feuda so morali zgraditi ali vzdrževati hišo ali stolp v gradu oziroma ob gradju in tam tudi prebivati ter opravljati za gospoda obrambne naloge. Zato se tem plevičem ponavadi pravi habitatores in od to tudi feudum habitancije. V primerih večjih gradov se je lahko razvilo pravo plemiško naselje, kakor je to bilo značilno za Krmin. Torej za zgornji Krmin, seveda, ker je stal nekdaj grad. Treba pa je revidirati mnenje, da je bil grajski feud razširjen tudi v poznosrednjeveški Gorici. V Krminu je že fizična razdalja gradu od krminskega naselja sama po sebi jasno zarezala družbeno-statusno črto. Goriško območje pod gradom,
to je Zgornja Gorica oziroma današnji Borgo Castello, pa se je zaradi urbanega značaja naselbine in njene neposredne bližine pod Goriškim gradom razvilo drugače od Krmina. In to je slej ko prej zaustavilo razširitev grajskega fevda. Sicer je mesto Gorica ob grofu kot mestnem gospodu razvilo neomejeno obliko avtonomije. V tem pogledu Gorica ni sledila mediteranskim mestnim vzorom, čeravno je od tam prevzela marsikatero značilnost, naprimer liberalični zakup. Meščanom, ki so v večini posedovali goriške hiše v tovrstnem tednem najemu, so se pri tem brez zadrege pridružili tudi nekateri plemiči. Vendar kljub temu niso bili podrejeni mestnemu pravu, zato jim ne moramo pridajati patricijskega naziva. Torej ni bilo važno, kje kdo biva, ampak kdo kje biva. Prebivalce dežele oziroma mesta ob Soči so v poznem srednjeveku pogosto označevali kar kot Nemce. Ne glede na to, katerega od treh jezikov, slovenski, nemški, italijanski oziroma furlanski, so ti govorili. Grofje so bili ves čas nemško govoreča rodbina in grofova administracija in pretežen del ministralitete se je gibal v nemškem jezikovnem obnebju, kar se je poznalo tudi v življenjskem utripu deželnega središča. Tudi meni geografski status Goriške je bil že za sosede zelo izmuzljiv. Če so nekateri trdili, da se lokus Goricije nahaja v Furlaniji, so bili drugi mnenja, da je ta in Alemanija na nemškem. Nekateri pa so znali povedati, da se Gorica nahaja in Sklavonija. Goriško plemstvo je sicer že zgodaj stopalo v službo Habsburžanov in si s tem pripravilo dobro izhodišče za družbeni vzpon po habsburški pridobitvi dežele. Med njimi sta v ospredju obe deželi Turno, de la Torre, pri čemer sta si bili bržkone sorodstveno povsem tuji in je ena izmed njiju morda pognala korenine v Gorici in ne v Milano, ter prevzela ime po stolpu, ki je varoval vhod v Goriško mesto, v zgornji del Goriškega mesta pravzaprav. Tako srečamo okoli leta 1500 na dvoru Maksimilijanove žene Bianke Marije Sforca tako milansko-goriškega Turna Ivana iz družine Vipovških in pozneje Devinskih gospodov, kot goriškega Turna Vida, utemeljitelja kriškega oziroma svetokriškega gospodstva. Med vidnimi vladarjami zaupnik je bil na primer Jurij Turn, ki se mu do neke mere neupravičeno pripisuje neslavno vlogo pri začetku velikega kmečkega upora leta 1515. Pri utiranju poti za habsburški prevzem Goriške je bil najpomembnejši mož Simon Hungerspach ali Ungerspach, Maksimilijanov generalni zakladnik. Funkcija je bila izjemnega pomena, saj je šlo za upravljanje s kraljevim komornim premoženjem in pobranimi davki. Zadnji grofov, upravitelj Gorici, že omenjeni Birgit Graben, je pozneje ravno tako torej postal Maksimilijanov svetnik in se gibal v kraljevih krogih. Znan je bil pa potem, da je se dogovarjal z Benečani pred padcem Gorice pod Habsburžane. Čeprav nekateri pravi, da je šlo lahko za dvojno igro, ker so Benečani obljubili vsote denarja in pa nazive, če bo predal Gorico beneški vojski. Habsburžani so se na to v vojni z republiko precej naslanjali na goriško deželno plemstvo, kar je verjetno tudi vplivalo na status dežele po sami vojni. Hkrati pa so bili njihovi zavezniki tudi filo-habsburški furlanski kastelani, na primer Strassoldi, ki so deloma že prej sodelovali tudi z goriškimi grofi. Po vojnih dogodkih je novi pravni red v 16. stoletju Goriško sčasoma pripeljal ob bok trem bližnjim habsburškim dednim deželam, Kranjski, Koroški in Štajerski. Samo še nekaj zahvalnih besed za na konec. Seveda se najprej zahvaljujem mojim bližnjim in prijateljem. Vsak tukaj ne moram našteti, ampak v vsakem primeru je za
anonimne osebe, zdaj za mene. Iskrena zahvala gre sicer mojemu mentorju, uredniku knjige dr. Borisu Golcu in somentorju dr. Petru Štihu, ki je bil moj mentor tudi pri prvi knjigi, torej pri magisteriju. Za pomoč pri zbiranju arhivskega gradiva je v prvi vrsti zahvala izjemni arhivistki, Goričanki, dr. Lučiji Pilon, ki je omogočila lažji dostop do goriškega arhivskega gradiva. Med institucijami se zahvaljujem Državnemu arhivu in Pokrajinskemu arhivu v Gorici ter Arhivu Republike Slovenije z arhivistoma dr. Liljano Žnidaršič-Golec in dr. Juretom Volčjakom. Posebej se moram zahvaliti dr. Aleksandri Bizjak-Končar za njeno skrbno in potrpežljivo lektorsko delo, pa tudi prevajalcu povzetka magistru Luigiju Pulverentiju. Za izriz zemljevida je poskrbela magistra Mateja Lehteršič, recenzenta pa ste bila dr. Peter Štih in dr. Janez Mlinar. Zahvaljujem se tudi mojemu bratu, ki je z grafičnim znanjem priskočil na pomoč, ter sploh grafiki Soča v Novi Gorici. In pa tudi magistru Drago Trpinu, direktorju Pokrajinskega arhiva, ki je pač vključil knjigo, poskrbel torej za izdajo knjige. Hvala lepa. Hvala še enkrat obema, ki sta predstavila knjigo. Zdaj je cajt, mislim, da za debato, ne? Če imaš takšno vprašanja, zdaj tu sta dve kompetentni osebi, ki lahko odgovorite na kakršnokoli vprašanje. Se sliši? Ja, seveda. Vi ste samo imeli kmečke upore, ne? Mislim, da zdaj zavedam. Torej, kmečke upori so imeli pomembno vlogo, ne? Trajali so kar nekaj časa. In kje je pravzaprav vzrok? Torej, vemo, da vzrok je bil predvsem teh porov v tem, da so kmetje bili obremenjeni z velikimi davčnimi davki in drugimi dajatvami. Ampak zakaj so se te gospodje, te grofe in plemiči in vse to spravljali predvsem prav na kmečke kmete? Vse so imeli druge cehe, recimo, ki bi lahko kaj več prispevali v blagajno zaradi vojn, ki so bile v teku in tako naprej. Ampak mislim, da so predvsem spravili prav na to najbolj številne kmete, kajti večina prebivalstva bila kmečkega izvora in s tem so še obvožali že itak revno takrat kmečko populacijo. Da so sicer medivista, niso svetelista toliko za novoveško zgodovino. Kmečki punti so, kmečki upori so izrazito stvar novega veka, zgodnega novega veka. V tem naši širši regiji 478, prvi na Koroškem, 515, tako imenovani veliki slovenski upor, kar je mišljeno v geografskem kontekstu, ne nacionalnem kontekstu in tako naprej, do tega punta 1713 Tolminskega, tako imenovanega Tolminskega upora, ko so vi pravilno gotovo imajo ti upori seveda ekonomsko-socialne vzroke povezane z vedno večjimi obdavčitvami kmečkega prebivalstva. Logika je pravzaprav zelo enostavna. Plemstvo samo po sebi je neobdavčeno. Velja za neobdavčeno in vse davke, vse bremenice, ki grejo, njim prenesejo oni seveda na svoje podložnike. In zato, ker so bile to agrarne sredine, zemljiška gospodstva, agrarne sredine so seveda vse svoje bremena, ki so jih zadeli, recimo izredni davki, ki so nastali kot posledica obrambe proti Turkom in podobne stvari ali druge stvari, so seveda vsa ta bremena prenašali oziroma prelagali
na svoje podložnike in to so bili kmečko prebivalstvo. Ko so stvari postale nevzdržne, so se seveda te kmetje začeli upirati, se pravi, to so socialni upori, ki imajo ekonomsko podlago. In to je zahteva po stari pravdi, ki se pojavlja, je v bistvu zahteva po davkih, kot so jih imeli nekoč, se pravi po starem redu, ne pa po teh novih nakladah in novih davkah. Tako nakratko so to te vzroki, zakaj so obdavčevali kmete. Ker so pač oni, to je bilo njihova glavna, torej bi rekel, ekonomska bogatstvo ali pa ekonomska moč plemstva izhaja seveda iz zemljiških gospodstv, nosilci njihovih rent so pa seveda kmetje, ki živijo na njihovi zemlji in zato kot podložniki in zato seveda plačujejo davke v obliki, sprva mogoče bolj v obliki tudi tlake, kot to imenujemo, ne, sčasoma vedno več dajatev, ki postaje tudi potem ne več naturalne, ampak denarne. Ampak na vsak način seveda kmet je tisti, ki mora plačati za to, da dela, ker ne živi na svoji zemlji, ki pravzaprav živi na tuji zemlji. In oni so, plemstvo je bilo pa neobdavčeno, ta privilegij se je imelo pa zaradi tega, ker je to kompenziralo za vojaško službo. Se pravi, davčna svoboda v zameno za vojaško obremenitev. Če lahko mogoče še dodam temu dva primera iz tega obdobja, oziroma dostikrat so bili kmeti, to je en vidik, seveda ta socialni, ki je bil socialno-ekonomski, ki je bil vse čas prisoten, povezan je tudi z menjavanjem valute, denarja in podobno, ne, kar je bilo potem povezano s spremembami postavk v urbarih. Ampak recimo drugi vidik, ki se mi zdi pomemben pri tem, je pa tudi, ki je mogoče malo manj poznan, je pa vprašanje boja med posameznimi plemiči. Včasih med posameznimi plemiškimi klani. Recimo primer Jurija Turna, za katerega velja, da predstavlja povod za veliki kmečki upor. On je bil namreč imel zakupo več gospodstv, med njimi tudi Kočevsko, z gradom Friedrichstein in deloval je zelo surovo na teh njegovih posestih. Najhujše je bilo takrat, kadar so gospodstva imeli tako imenovani zakupni gospodje. Kajti deželni knez oziroma posamezni plemiči so skrbeli za svoje gospodstvo, ker je bilo to njihovo. In je bilo v njihovem interesu, da med drugim, poleg posebnih značilnosti, da skrbijo za to, da kmetje koliko toliko normalno živijo. Če je šlo pa za zakupne gospode, so podobili samo začasno neko gospodstvo, od katerega so dobili se ga pa zato, ker so recimo posodili denar deželnemu knezu. In oni niso bili toliko povezani s tem in so dostikrat to izkoristili z višanjem davkov. Jurij Turen je bil en tak primer, to je bil Gričan, ampak umrl pa že leta 1512, ne pa 1515, tako da niti ne predstavlja povoda, čeprav to ne pomeni, da je deloval zelo grobo s podložniki. Tako grobo, da so celo njegovi sosedje, plemiške sosedje, ga zatožili deželnemu knezu. Te pritožbe so šle tudi do Maksimilijana, ki je potem poskušal urgirati z deželnimi komisijami, ki jih je pošiljal na Kranjsko. Torej, podobno recimo se je zgodilo, to je mogoče bolj poznano v Vidmu, 1511, ko je prišlo do velikega spora znotraj plemiških klanov. Eno je predstavljal Savornjan, ki je bil bolj probeneško usmerjen, drugo so predstavljali večina Kastelanov, torej te mogočnih gospodov. In takrat je prišlo potem med vojno zopet, ker je bil itak pritisk vojne sam po sebi dovolj velik, in je povzročil tudi večje davke, dolgotrajna vojna med Benečani in Hodožani. Ampak hkrati je šlo tudi za spopad med tema dvema klanoma in Savornjani, ki so bili na čelu vojaških črnit, kmečkih črnit, se pravi, so imeli nek vpliv na kmete, so vplivali na to, da so se kmetje uprli furlanskim Kastelanom. Ti upori imajo torej več teh razsežb, imajo več vidikov. Ne gre samo za preprost spopad med kmeti in feudalci in konc. Stvar je dosti bolj kompleksna v tem pogledu. Je pa zmeraj povezana s socialno-ekonomskim stanjem kmeta, to je jasno. Jaz bi imel eno vprašanje. In sicer v tej sliki, ki se prikaže v knjigi,
imamo Goriško nekje postavljeno med te dve čeri, na eni strani Benetke, na drugi strani cesarstvo oziroma Habsburška dinastija, ki sili proti morju, Benetke pa nekje skušajo zakrožiti svoj krog in priti v Istro. Zdaj, v teh dinamikah meni se zdi, da prav tem prehodnem obdobju pomembno vlogo odigra še en tretji subjekt, in to so Turki, ki s svojo ekspanzijo verjetno destabilizirajo ne samo prostor, ampak verjetno bodo mislim, ti upadi imajo tudi ne posledice v organizaciji, notranji organizaciji Goriške. Mislim, tisti del, ko se govori o goriških deželnih stanovih, v prehodni fazi. Jaz si predstavljam tako, zdaj ne da bi bil specialist, da goriški grof je moral nekje se posvetovati z ljudmi na teritoriju, kako braniti mislim, to obdobje. Kakšno je vaše mnenje prav o tem? Ja, torej, to, kar lahko tikam, ko se poznamo spet, kar se izpostavil, se vidi recimo moram biti podrobneje, v to tematiko nisem šel, ampak vidi se recimo pri postavljanju protiturških taborov. Postavitev protiturških taborov ne bi bila mogoča med sodelovanjem, tako rečem, deželnega kneza in posvetovanjem lokalnega prebivalstva. Zagotovo ne, ker to je bila njegova lastna deželno-knežja zemlja. Kriški tabor je nastal na grofovi zemlji, kar je potem tudi osnova za nastanek gospodstva, ker tukaj so potem lahko nastajali gradovi in pa pozneje dvorci in tako. To vsekakor. Zdaj, kar se tiče, koliko bi to merodajen faktor, to je Gradišče ob Soči bilo že poudarjeno. Benečani so zgradili Gradišče ob Soči mimo goriškega grofa, na tem mejnem spornem območju. In včasih je prišlo celo tako daleč, da so eni drugega obtoževali, da sodelujo s Turki zoper svojega sovražnika. Recimo Marino Sanudo, to je znamenit beneški kronist, večkrat piše, kako v Beneškem senatu razpravljajo o tem, da goriški puščajo prosto pot Turkom, da prodrejo v Furlanijo. Zdaj, koliko je to res, je drugo vprašanje, ker konec koncev so Turki prišli, verjetno niso delali kakšnih velikih razlik med enimi in drugimi, je bilo pa to mogoče. Turška vojna je seveda ima velik vpliv tudi pri padcu Gorice pod Haložane, ker Benečani so ravno takrat bili zaposleni s Turki, takrat je bila ne samo tukaj, ampak tudi vojna med Benečani in Turki, in so potem seveda Haložani lažje dosegli svoj cilj. Italijansko zgodovinopisje je tudi zlasti v času irredentizma je zelo močno poudarjalo ta vpliv Benečanov na Gorico in tudi v goriški občinski stavbi je ena slika, velika slika, na kateri so prikazani goriški grofje, ki so se šli pokloniti Benečanom, beneškemu patriarhu. Sergio Tavaro trdi, da je to falso storico. Zdaj, nisem dobro razumel, ste nekaj rekli, da goriški grofi so imeli nek odnos do beneškega patriarha. Kaj je pravzaprav resnica glede tega odnosa goriških grofov do beneškega patriarha? In že ki imam mikrofon, še eno vprašanje. Ker so bili ti goriški grofi tudi koroški, je bilo kdaj to ustoličevanje, znano ustoličevanje koroških knezov, so bili Goričani, goriški grofi, kaj pri tem, kdaj so udeleženi? Glede prvega dela, na drugega bo dr. Štih odgovoril. Zdaj, ne vem, ste mislili na angleškega patriarha ali na beneško oblast? Na beneško. Na beneško, na Doža, ja, seveda. Torej, kar se tiče poklonov, je to zgodovinska resnica.
vsi trije grofje so šli v Benetke se pokloniti. Ampak to v nekem smislu ni bilo nič nenavadnega, ker vsaka feudalna investitura je to zahtevala. To na nek način ni bilo nič nenavadnega. Je pa res, da je beneški kronist Morozini, mislim, da se imenoval takrat, to zelo dobro in skrbno zabeležil. In so pozneje večkrat pri sporih med goriškimi grofi in Benečani to privlekli na plano. Stvar je šla tako daleč, da so Benečani angažirali strokovnjake, pravne strokovnjake iz Padove in so iskali dokumente. S tem zvezi je tudi prva listina znana, ne? Zato se tudi ohranila. Konsultori in Jure so se imenovali. Celo arbitražna komisija je bila ustanovljena, kar je zelo aktualno. Torej, šlo je po eni strani za pravni problem. Benečani so trdili, da so kot nasledniki obleskega patriarha imajo pravico, da so gospodje tudi nad goriškimi grofi, se pravi, da so goriški grofje njihovi vazali. Zato so tudi potem poskušali iskati dokaze o vazalnem odnosu goriških grofov do oglejskih patriarhov. Ampak tudi oglejski patriarhi so bili dejansko že prej na nek način vazali nemškega cesarja. In Maksimilijan Habsburški je ves čas trdil, je že res, ampak mi imamo pravico vsakega patriarha ustoličiti na novo. Zato dosti časa Beneške republike niso priznali, tudi Rim dosti časa ni priznal Beneške republike, trajalo kar precej časa, da je priznal. Ker recimo zadnji patriarh Ludvik Tek je moral zbežati, iz osvojene Furlanije. On je bil legalno postavljeni patriarh. In on je celo potem poskušal priti nazaj, celo za eno vojaško akcijo. Modil se je pa na Celjskem grobu, zanimivo, da je bil gost v Celju. Torej, šlo je nekaj vrste pravni problem. To, kar sem poskušal prej izpostaviti, mogoče to se premalo, tako občutek saj imam, premalo poudarja. Namreč, prav to, da Benetke niso bile del cesarstva. In tako so Benetke se razširile v furlanski prostor, je prišla tukaj do neke popolnoma nove pravne situacije, ki on preobrazi, ne gre samo za ta vidik, to se vidi tudi recimo drugod, v drugih primerih, recimo mestnih držav v Italiji, podobno. Maksimilijan je hotel recimo uveljaviti cesarske pravice, kaj je to pomenilo? Da bi bil spet gospod v Veroni, v Breši in tako naprej, to, kar je spadalo pod cesarstvo, čeprav realno tega več ni zmogel. In to je bilo to. Furlanija je bila pa pred tem, se pravi Patria, kneževina Blejskega patriarhata, je bila pa formalno znotraj cesarstva. In tukaj je potem ta pravni problem, ki se veče ves čas in celo še potem praktično do 18. stoletja, na nek način, ko recimo patriarhi, ki jih postavlja beneška oblast, pravzaprav praktično na nek način vpliva na to, sploh niso mogli priti na to stran, aparte imperij, kako so rekli, da bi vzpostavili svojo pastoralno oblast. Drugače, to je pa resnično, samo tam ni bilo jasno, za katere fevde gre. Ali gre samo za ta ali ta gospodstvo, ni nikoli govor o celih grofiji kot taki. So pa Benečani tako seveda si razlagali, iskali dokaze, da je temu tako. Samo še eno, če dodam, Goriški grofje so seveda bili vazali oblejskih patriarhov za določene fevde in ko postanejo dediči oziroma ko okupirajo Benečani Furlanijo, prevzamejo to vlogo in so bili dejansko potem podloženi. In Benečani so trdili, da je celotna Goriška grofija fevd oblejskih patriarhov in zdaj Beneške republike. Na drugi strani imate seveda obratno igro in že mislim, da je Václav Luksemburški, da je podeli pa svoje strani kot cesarski državni fevd celotno goriško grofijo goriškim grofom. In potem imate situacijo, ko se vsak sklicuje na svoje pravo. Se pravi, eno tako, kot smo mi tega danes seveda tudi dosti to prakso poznamo. Vsak ima določene pravne argumente, vendar iz zgodovinskih virov se gotovo
Torej, ne vemo točno, te investiture niso omenjene natančno, za katere feude se gre, kot je bilo rečeno. Na nek način so bili vazali, zato so prehodili, tudi so upravljali te poklone, vendar to ne pomeni, da so bili pravzaprav podložniki Beneške republike s celotno goriško grofijo. To je gotovo samo beneška interpretacija celotne zgodbe. Kar se tiče pa ustoličevanja koroških vojvod, so goriški grofje na koncu od 39. leta, ko sklenijo en sporazum z Litvanš, mislim, da je planom okrog 1340. Jaz sem se s temi temami ukvarjal pred 30 leti, sem že malo pozabil tudi te vsebine natančno, ampak gre pa seveda za to. Ustoličevanje koroških vojvod, na kratko povedano, je seveda en ritual, en obred, s katerim je simbolno predana oblast novemu vojvodi v deželi. In okrog 1340 Habsburžani kot novi koroški vojvodi, Habsburžani so 1335 koroške vojvode in se takrat tudi ustoličijo. Prvič s tem legitimirajo svojo oblast, se pustijo ustoličiti, čeprav je šlo zelo v nos in so to pravzaprav naredili z nekim odporom, šlo jim je v nos, da se more njihov knez, torej pripadnik njihove rodbine, v kateri so nosili že njihovi predniki kraljevske naslove, da se mora preoblečiti v kmeta. Ker obred je potekal tako, da je vojvoda prišel oblečen v kmeta, stopil pred kmeta, ki je simboliziral deželo Koroško in sedel na knežjem kamnu in simbolno mu je, ko mu je kmet kot sebi enako novemu vojmu prepustil knežji kamen, bo je simbolno izročil oblast v deželi. To je prvi del obreda, ki se ni končal. Potem imate pa drugi del obreda, ko je potem že ustoličeni vojvoda, novi vojvoda, že nastopa isti dan, simbolno že nastopa v funkciji vojvode na drugem kamnu, na drugem objektu, to je vojvodski stol, ki je stal približno 2 km stran od knežjega kamna in na tem vojvodskem stolu je vojvoda, torej že kot novi gospod dežele, že podeljuje deželne feude. In ta vojvodski stol ima 2 sedeža. Ima vojvodski sedež, kjer sedi vojvoda in ima tako imenovani palatinski sedež, kjer je sedel palatinski grof. No in Habsburžani so s tem sporazumom oziroma s to pogodbo okrog 1340 določili, prepustili, da je goriški grof, ki so imeli seveda tudi veliko posestva na Koroškem, kot smo slišali, palatinski grof. Se pravi, na dan ustoličenja je na drugi strani tega vojvodskega stola sedel goriški grof kot palatinski grof Koroške dežele, katerega formalna funkcija, vendar nikoli ne izpričana, je bila v tem, da je lahko na tisti dan sodil novemu vojvodi. Se pravi, inštanca, pred katero ste vi lahko obtožili vojvodo in sprožili proces, je bil palatinski grof. In to so bili goriški grofje. Vemo samo za 2 ustoličevanji, ki so se zgodile pod tem času, ko so goriški grofje dobili ta privilegij, in to je bilo ustoličenje Rudolfa IV. Habsburškega v 60. letih in potem še ustoličenje Ernesta Železnega 1414. Takrat so goriški grofje tukaj še izpričani kot palatinski grofje, potem pa ta obred ga je konec, ker že večkrat omenjeni Friderik III., sin Ernesta Železnega, ki je bil vmes izvoljen in torej tudi okronan za nemškega kralja, se ni pustil ustoličiti in je dosegal po pogajanjih s koroškimi deželnimi stanovi, da so ga 1442-43 oprostili od tega obreda in s tem je bil ta obred pokopan. Se pravi, tako je se ta zgodba končala. Je morda še kakšno vprašanje? Sem prav razumel v zgodnjem srednjem veku, 1100, ko je bila Gorica prvič imenovana, torej takrat je angleški patriarhat res imel oblast. Ampak kdaj in kako postopno je potem izgubil to oblast, in potem se je razvodenel? Pravzaprav je bilo ravno obratno, postopoma je pridobival to posvetno oblast. To je bil en proces, ki se začenja z vladarskimi darovnicami že pravzaprav od Karla Velikega naprej.
Na tak način se je Blejski patriarh akumuliral celo vrsto pravic, ne samo posesti, ampak oblastnih pravic, recimo pravico do kovanja denarja, pravico do ekskluzivnega izkoriščenja gozda, pravico do izkoriščenja rudnih bogatstev, tako imenovane legalne pravice, sodne pravice, zelo pomembne, to so vse oblastne pravice, ki si jih dobiva. Ta razvoj nekje kulminira pravzaprav pridobivanje teh pravic leta 1077, ko Henrik IV. Postavi Oblejskega patriarha še za grofa, se pravi, je predstavnik kraljeve oblasti v Furlaniji, ampak istočasno ga postavi tudi za grofa na Kranjskem in v Istri. Na tak način postane pravzaprav s temi pravicami se oblikuje ta patrija, v kateri se pravi Furlanija kot dežela, v kateri je cerkveni knez, pravzaprav cerkveni dostojanstvenik, nadškof v tem primeru z naslovom patriarha, tudi knez dežele. Podobno situacijo imate v Salzburgu, kjer so salzburški nadškofi deželni knezi. Tega je konec 1420, kot je rečeno. Ko Benečani okupirajo Furlanijo, ko zasedejo Furlanijo, oblastne ingerence, državna oblast funkcije pride na Benečane, na Beneško republiko, kar pustijo patriarhu, je samo njegova cerkvena oblast. Ne pa več posvetna oblast, in tega je tako. Takrat konc in takrat je v bistvu konec te samostojne dežele Oblejskih patriarhov. Torej, če ni dodatnih vprašanj, bi se nocojšnjim gostom iskreno zahvalila za podrobno predstavitev. Knjige imate na razpolago, bo dr. Vojko Pavlin tudi verjetno z veseljem podpisal, če bom to želel. Prej, da zaključimo, bi vas še povabila, ko je naslednje srečanje pod Lipami, bo 10. maja, in sicer bomo večer posvetili ženski ustvarjalnosti. In sicer bomo imeli predstavitev žensko literarno ustvarjalnost, to je knjiga, ki je šla pri tržaški založbi Mladika. Obenem, isti večer se bomo poklonili 25-letnici smrti Ljubke Šorli. Ob tej priliki izhaja ena pesniška zbirka še ne objavljenimi pesmi. Tako da bomo večer posvečen ženski literarni ustvarjalnosti. Torej, nocojšnji večer zaključujemo. Mi običajno nadaljujemo klepet ob kozarcu vina. To lepo vabljeni, da se ostavite v naši sredi, drugače pa želim še prijeten večer in tudi pred nami je nekaj praznikov, od nekakšne lepe malo počitka za vse nas. Hvala lepa, lepo večer.